Protestni odhod delodajalcev seje ekonomsko-socialnega sveta o božičnicah. Ne pristajamo na pogovor o brezkompromisnem predlogu vlade, ki predvideva le obvezno božičnico, so dejali ob odhodu. No, vlada in sindikati so še vedno prepričani, da je za pogajanja dovolj manevrskega prostora in da bi lahko prvo obvezno božičnico dobili še letos. Marko Gregorc. Da je v igri tudi odhod s pogajanj, če bo vlada vztrajala pri vseh zastavljenih parametrih božičnice, so že ob začetku današnje seje povedali delodajalci in svojo napoved uresničili po dobrih 5 urah pogovorov. Da jim je vlada obvezno božičnico predstavila kot dejstvo, ker da v parlamentu ni poslanca, ki bi glasoval proti. To so razumeli kot diktat, o katerem se nima smisla pogajati, je ob odhodu vidno razburjen povedal predsednik obrtne zbornice. Smo že ves čas v zadnjih letih tukaj samo zato, da nastavljamo eno ali drugo lice in seveda se sprašujemo, kje pa je tu socialni dialog. Če bi to se dogajalo, bi rekel, v primeru nekih novih obveznosti za delojemalsko stran, verjamem, da že zdavnaj tega socialnega dialoga ne bi več bilo. A da so predstavniki kapitala z obstrukcijo reagirali preburno, so ocenili sindikati, sicer prepričani, da poti nazaj ni. Glede na to, na kakšen način je bila ta nova pravica napovedana, tudi pričakujemo, da bo izvedena do konca. Menijo, da je gospodarstvo v dovolj dobri kondiciji za izplačilo dodatka. Hkrati pa smo ponudili tudi, da se podobno kot pri izplačilu regresa uporabijo nekateri elementi, ki bi za tista podjetja, ki so v slabšem položaju, lahko uporabili enake institute kot pri regresu, to se pravi neko podaljšanje ali kaj podobnega. Da so se še vedno pripravljeni pogajati o vsem, torej tudi o obveznosti, pa pravijo v vladi. Nikakor ne drži, da je vlada trdno stala na svojih okopih. Vlada je ponudila pogajanja o vseh parametrih božičnice v tej pogajalski skupini. A da so postavljeni pred zid, vztrajajo delodajalci. Obveza je bila danes na različne načine, zelo nasočen način nam pojasnjena. Rečeno je bilo, ljudje, delavci že čutijo denar v žepih in temu denarju se ne bojo odpovedali. Ko govorimo o novih delavskih pravicah, delodajalci strašijo pred razpadom gospodarstva, pa je povedal šef svobodnih sindikatov. Apokaliptične razmere, na katere delodajalci opozarjajo, se nikoli nikdar niso zgodile. Da božičnica ni edini način nagrajevanja delavcev, pa vztrajajo delodajalci. Mislim, da je pot do tega, da se še bolje nagradi naše zaposlene, druga in o tej poti smo želeli mi razpravljati, pa nimamo očitno priložnosti. V teh dneh so predstavili grafike, koliko več bi lahko zaposleni dobili z dohodninskimi razbremenitvami, ki so že veljale. Minister za delo pa jih je pozval, naj se vrnejo k pogovorom. V nasprotnem primeru je treba vedeti, da je ekonomsko-socialni svet posvetovalno telo vlade, se pravi, če ekonomsko-socialni svet zavrača posvetovanje za vlado, ima seveda vlada pravico, da zakonom takšnim ali drugačnim gre naprej. Partnerji naj bi osnutek zakona videli prihodnji teden, vlada in sindikati pričakujejo, da bi se o njem začeli pogovarjati že naslednji petek. Delodajalci pa bi debato o božičnici, za katero se sindikati zdaj želijo, da bi se preimenovala v zimski regres, z dnevnega reda pospravili do novembrske seje ESS.